Zavodu Celeja smo se zelo trudili in resnično poiskali tudi sponzorje in pa lastna sredstva, da to zmanjšanje, ki smo ga dobili strani ustanovitelja mestne občine Celje, ni vplivalo na same prireditve, ne na obseg in ne na kvaliteto. Tako da lahko rečem, da smo med izvajalce razdelili ravno takšno število, ravno toliko sredstev kot v prejšnjih letih. Tudi število samih prireditev se ni zmanjšalo, celo naraslo je. V lanskem letu je bilo 200 prireditev v okviru celotnega poletja v Celju, v letošnjem letu imamo pa 261 prireditev. Moram reči, da smo se tudi potrudili okoli novega najemnika mestne plaže in on je seveda tudi z njegovo pomočjo nam je uspelo zagotoviti bogat in kakovosten program same mestne plaže. Verjamem, da bo tudi gostinska ponudba bistveno boljša, kot je bila v preteklosti, tako da bodo obiskovalci mestne plaže in pa seveda tudi ostalih lokacij in prireditev uživali v prireditvah, ki smo jih pripravili in ne bodo občutili zmanjšanja sredstev, ki jih je zavod prejel v ta namen. Sam vrhunec je mogoče otvoritveni dogodek na Starem gradu, ki bo 2. junija ob 9. uri zvečer in sicer smo ga pripravili skupaj z glasbeno šolo in pa prvo gimnazijo v Celju. Verjamem, da bo to veličasten dogodek, saj bo otvoritev poletja v Celju jo bo otvorilo kar 160 mladih, že samo po sebi je to veličastno in pa tudi program je pester in bogat. In pa mogoče sam zaključek poletja v Celju, se pravi Dežela Celjska vabi, tradicionalna prireditev na Starem gradu Celje. Ostali vrhunci pa mogoče več. Izpostavila bi tukaj še jazz festival in pa etno festival v okviru Mladinskega centra Celje in pa Hiše kulture Celje.